moram povedati to, a veš, veliko ljudi dela samo za denar in vidi samo denar. To bom naredil, zato hočem 500 evrov, zato hočem 300 evrov. Jaz dostikrat nisem hotel nič od ljudi, ki sem jih poznal, pa sem rekel, to bomo naredili mimogrede, sploh ni panike. Pa dostikrat sem si rekel, ker mi pač denarja primanjkvalo, ne, sem si dostikrat rekel, zakaj ne računam te stvari, da sem neumen, ne. Ampak pol, čez nekaj časa, ti bom povedal primera, ne, čez nekaj časa so te ljudje, ki niso pozabili, da sem jim jaz pomagal pred 5 ali pa pred 10 leti, naredili tako uslugo, da je bila vedno več pa 500 evrov ali pa 1000 evrov, ki bi takrat mogoče zaslužil. Ker ta denar bi se porabil in bi šel kamorkoli. Evo ti bom povedal en banalen primer. Ne vem, šli smo s fanti pač na tekmovanje v Sarajevo, ful dolga pot, bi se mogli sposoditi kombije, bi mogli 2 kombija sposoditi in je pač en kolega slišal, da smo se pogovarjali na treningu, ne, in je rekel, kva raboš kombije, da jaz imam 2 kombija doma, ti jih dam, tako ti jih posodam, ne, pejte na tekmovanje. Pa je tako, super, da je, koliko bo to pošlo, prav, stari, 5 let nazaj si ti meni naredil uslugo, jaz sem pozabil, sploh nisem se spomnil, rekel, 5 let si ti meni naredil nazaj uslugo, evo, zdaj ti lahko vrnem. Stari, meni je to takrat pomenil, veš koliko, stari, to, res se ti vsaka stvar poplača, vse se ti vrne. Če daješ dobro energijo, se ti bo dobra energija povrnila, če daješ slabo energijo, jih boš itak vpasal nazaj. In skozi bom verjel v to, veš, ni vse v denarju, stari, vse je, svoj del moraš pač nekako zaračunati za tistega, ki delaš, ki je primarna stvar, ne moreš skozi zastonj delati, čeprav jaz tudi sprejmem ful socialno ogroženih na svoj trening, pa rečem, nimate nič za plačati. Ampak s tistim, ki vem, da nimajo. Ne? Ampak dostikrat je v stvareh to, da če mimogrede lahko izrihtaš človeku, pa da je to dobro za njega, zakaj ne tega naredil, stari. Ne moramo vse samo v tebe držati, veš. Na koncu smo spet pri samuraju, služi. To je to. Se mi zdi, da to je res ena taka, da čez to vse, kar si povedal, se točno ta duh čuti tega samuraja, ki služi ljudem in ni, bi rekel, okoriščevalec, kar samuraj nikoli ni bil, ker je cenil vse živo, ali se premika ali ne premika.